Se ne damo, če pada dež, če dežuje, če nori, če karkoli se dogaja, še vedno smo tukaj. Mesto knjige, drugi dan, zaključni dogodek. Prej smo gledali, kako se mesto spreminja v času. Zdaj pa gremo na temo, ki ni direktno vezana na urbanizem, ampak zelo vezana na urbanizem hkrati, na zvok, na glasbo, ki nastaja v mestu, v prostoru. Torej, kakšno je razmerje med ustvarjanjem glasbe v nekem prostoru, v nekem mestu s veliko ljudmi in kako nastaja glasba v nekem prostoru, kjer ni toliko mešane ljudi, oziroma kako se muzicira in predstavlja glasba. Glasba in mesto, na kratko. Z nami je Ičo Vidmar, ki je pred kratkim izdal knjigo Nova muzika v New Yorku, kar je njegov doktorat z veliko obiski New Yorka in osebnih pogovorov in intervjujev in obiskovanja scen, ki se dogajajo in so se dogajale v mestu. Na drugi strani je Miha Kozorog, ki pa je naredil doktorat iz nečesa popolnoma obratnega. Torej, kako festival v nekem manjšem kraju lahko naredi neko sceno. Miha Kozorog je dolgoletni programski vodja Sajete, ki je prvi festival na tistem delu Slovenije, torej v Tolminu, ki je danes znan kot festivalski kraj. Sajeta še vedno se ohranja zelo majhna, vsi ostali so prerasli, ampak ravno o tem po mojem bomo tudi dosti govorili. V sredini pa je Igor Bašin, Novogoričan, bolj znan kot Bigor. Izdajica. Ki danes prespi v Novi Gorici, kot smo zvedeli. Tako da prepuščam kar besedo Bigorju in hvala za udeležbo vsem vam. Dober večer. V bistvu bi se na začetku zahvalil Vinoteki Solum za lep sprejem pod streho in na toplem, da nas ne bo odplavilo. Ne vem, a so kakšne višje sile poskrbele že včeraj, pa tudi danes, da se stvari ne morejo dogajati na prostem, da bi mogoče v celi zadevi prisluhnil še kdo, ki ni klican k takim zadevam, da bi take zadeve poslušal. Kakorkoli že, lep pozdrav še v našem imenu. In kot smo rekli, pogovarjali se bomo o glasbi mesta. Blaž je naredil en uvod, ki sem ga že na nek način že sam hotel narediti, pa bom zato šel kar direktno k zadevi. In namreč, malo sem si začetek zastavil malo prej drugači, ampak zdaj, ko tako razmišljam in glede na to, da sem tukaj hodil po tem trgu in sem videl neke plakate in videl neke napovedi, bi mogoče za črtu prvo eno v bistvu vprašanje, ali lahko danes sploh še govorimo o delitvi na alternativno, pa na drugi strani mainstream glasbo, ali so te stvari še sploh uporabne. Zaradi tega, ker doskrat se nam zdi, vsaj meni se zdi, da vsaj imam sami to izkušnjo, da sem govoril o kakšni čist neznani underground zadevi in potem me je čez pol leta presenetilo, da je ta band svetovno znan, pa sem sam dvignil od njega roke. Pol sem pa čez leta spet se k temu bendu vrnil, zaradi tega, ker je bend po neki določeni, nekem slavnem obdobju spet se vrnil k svojim začetkom oziroma k svojim izvorom, se pravi k tistim stvarem, ki bolj ob strani na margini obstajajo. In glede na to, da je Ičo postavil svoj naslov knjige Nova muzika v New Yorku, me zanima, Ičo, ne sprašujem še te o definiciji, kaj to nova muzika je, ampak ali alternativa in mainstream, ta delitev sploh še danes obstaja? Smo v gostinskem lokalu. Pred njim smo slišali muziko, po njim bomo slišali muziko in zdaj bomo še govorili o muziki, ker se mi zdi čisto dobra okoliščina, glede na to, da sem jaz obravnaval muziko, ki je na glasbenem trgu. In to v velemestu, zahodnem velemestu, starem atlantskem središču. Ne samo to, da je New York
stara metropola, mislim, da še vedno ostaja metropola, ohranja nekatere funkcije metropole, ki je povezana s konstitucijo izpostavljanjem glasbenega trga. In v teh razmerah sem jaz tudi prožval to muziko v tem mestu in ves čas upošteval njeno vlogo v svetu, njeno mesto in njeno razmerje z celim svetom. Seveda trdim, da znotraj vsakega glasbenega področja ostaja tenzija med nečem, kar bi lahko rekel mainstream in nečem, kar bi lahko rekel alternativne forme, tako po načinih produkcije kot načini njene konzumpcije. Mislim, da to še drži. To bom tukaj, ne bom nič argumentiral, se mi zdi, ker si utvoril pač tako zadevo. Če človek misli, da gre po tako stvar v Stožice, kot so šli včeraj ljudje, lahko tako misli, mislim, da se v osnovi moti. Kot se moti, če gre na koncert Depeche Mode, mislim, da to ni to. Seveda več, kar še ne pomeni, da ti znotraj produkcije, ki je vpeta v dominantne sprege, tako medijske kot založniške, da ne proizvajajo inovativnih oblik, verjetno se motimo, seveda mainstream lahko proizvaja inovativne oblike, vendar mislim, da vedno ostaja tenzija znotraj glasbene produkcije med nečem, kar je iskanje novega, celo izrazito stara modernistična želja po ustvarjanju novega, preseganju starega. Mislim, da se tukaj še vedno ta tenzija odvija ves čas v glasbenem polju, kateremkoli že, in da je to recimo en približen odgovor na to, kar se vpraša. Miha, zdaj se bom pa nate obrnil, glede na to, da prihajaš iz Tolmina in se svojimi deli, pravzaprav, ki jih danes tukaj imamo na mizi, dotikaš zelo svojega rojstnega kraja. Me zdaj zanima, Tolmin je znan kot festivalsko mesto, ki doživlja take in drugačne festivale, različne variacije in po drugi strani tudi trdne osnove, ki so se oblikovale. Kako gledaš recimo to distinkcijo alternativa mainstream, glede na to, da tukaj imamo punk rock holidays, metal camp, zdaj prihaja blues festival, na drugi strani pa imamo Sajeto. Ali zate ta delitev je še uporabna ali ne? Dobro, jaz se bojim najprej, da bom reproduciral Ičetov odgovor. Torej, kar zadeva festivale, je zadeva podobna, kakor je samo glasbo, torej ne glede na to, da so določene zvrsti deklarirane, oziroma da se pripadniki teh zvrsti deklarirajo kot alternativci, so seveda potrošniki, med drugim potrošniki prav festivalskega dogajanja, in tega, mislim, tudi sami festivali se v veliki meri na trg postavljajo z vsebinami, ki samo glasbo pravzaprav nimajo neke povezave, ampak bolj z nagovarjanjem občinstev. Tako da iz tega vidika je v Tolminu seveda veliko teh festivalov, ki so navzven, se pravi, ponujajo glasbo, ki jo tako pavšalno razumemo kot alternativno, torej metal, punk in tako dalje. Pa vendar seveda vemo, da so to veliki pravzaprav prostori obračanja velikega denarja. In da samo glasbo pravzaprav nimajo toliko povezave, kakor z pač kot s tem, kako čim več občinstva pridobiti. Zdaj druga, torej kar smo mi delali, Sajeta, ta je imela nek ta namen, ampak se ne bi Sajeto zdaj tukaj jo izpostavljal.
mogoče bi kot neko alternativno varianto omenil stvari, ki se zgodijo mogoče spontano ali pa z neko idejo, ki ni reprodukcija, ki ni zgolj reprodukcija. Naprimer, ravno prejšnji vikend se je odvijal manjši festival v Tolminu, v starem delu Tolmina, ki ga je začel pred nekaj leti pevski zbor, ne. In ta pevski zbor je za razliko od številnih teh svojih pevskih zborov, ki imajo svoje dogodke, kamor povabijo druge pevske zbore, kjer se predstavijo, na koncu pa zaključijo recimo za neko narodno zabavno glasbo ali kaj podobnim, kar ne bi pač, s čimer ne bi nagovorili občinstvo, je ta pevski zbor poleg glasnega nastopa povabil še en pevski zbor, zraven pa vabi recimo glasbenike, ki bomo rekli, da imajo neko morda artistično noto ali kakorkoli, skratka, ki imajo tudi določeno vsebinsko, so zanimivi za neko publiko, ki si želi te bolj alternativne glasbe, recimo, ne vem, Vasko Atanasovski in podobno, ne, skratka malo za jazzano, ne. Kar so s tem dosegli je to, da se na tej prireditvi pojavljajo tako starejši ljudje, ne, skratka občinstvo, ki jih zanima zborovsko petje, in da pridejo potem mladi oziroma tisti alternativci, ki jih tam sicer ne bi bilo, ne. Na ta način so v bistvu skupaj že vrsto let zdaj pridobijo neko občinstvo lokalno, ki se vrača na ta festival in ki ga tudi dojema pravzaprav kot najbolj njihov festival v tem Tolminu, v tem festivalskem Tolminu, recimo, no, tako da to se mi zdi ena taka zanimivost, alternativa v tem smislu, da je sama ideja tega združevanja, vsebine na tem festivalu je po mojem nekako vštrljiva, ne, v tem smislu alternativa. Ičo, bom šel kar na te, pa bom šel kar na definicijo, kaj to je nova muzika, ker mislim, da tukaj, kar je zdaj Miha govoril, je pravzaprav malo smrdi na nek način po tem, kar ti nekako postavljaš kot nek nov pojem, nova muzika. Zdaj, tukaj, ta termin ima zgodovino, ne. Prvo, kar je, sva o novih glasbenih praksah oziroma tistih, ki bi jih lahko postavljali na recimo inovativno raven, opozicijsko kulturno raven celo. Do vrsto let razmišljala z Mihom Zadnikarjem, kako opredeliti to vrste glasbene prakse, ki niso idiomatično ali žanrsko vezane. Nekako sva prišla skupaj, začela sva ga uporabljati, pa nisva niti ga dodeljvala samega termina, ki je sicer prazen označevalec. Nova muzika rečeš, kaj je to, prazen označevalec, ga treba z nečim napolniti. In ko sem jaz šel v zgodovino newyorške nove muzike, kot jo sam pojmujem, sem poštekal, da je to bil seveda prostor, pa to velja tudi za Ljubljano, to velja tudi za druge prostore. To velja recimo za Rio de Janeiro, velja za Johannesburg, velja za, verjetno še za kakšne druge konce sveta, velja za Bristol koncev, kjer so pop grup igrali. Da se goji znotri določene glasbene scene, če lahko rečem, ena vrsta in obnavlja in reproducira vrsta pan-eksperimentalizma. Skratka, da imaš ves čas ubadanje z inovacijo znotraj določenega glasbenega polja, ki ves čas preči in hoče ven iz tistega, v katerem je ukvirjen, kjer so določena družbena slušna pričakovanja že vnaprej kodirana. Skratka, in to se pravzaprav sem ugotovil, da se je z New Yorkom dogajalo in je zelo povezano z samim mestom in prostorom in koncentracijo umetnikov od konca 60-ih, zlasti pa v 70-ih letih. In to je tudi obdobje, ko je mene New York začel najbolj zanimati. To še ne pomeni, da nisem prej poslušal Charlieja Parkerja, seveda, ki je bil New Yorkčan, ne? Ampak enostavno, da je bilo treba poiskati en naziv, ki bo vključil in bo vase
to inherentno željo po novem, po iznajdevanju novega, po eksperimentiranju z zvokom, z glasbeno formo samo, pravzaprav zajel to in moja nova muzika mislim, da zajame točno to. Kar pomeni, da preči tako novo glasbo, tukaj pa govorimo o novi glasbi, new music skladateljev, minimalistov v New Yorku in poznejših recimo odvodov, sopotnikov, zajame tako popularne glasbene forme, kot so rock, kot so funk, kot so DJ-ske plesne forme, predvsem novi jazz in pa skladatelje, ki so skladali za improvizatorje ali pa so prosto improvizirali. Kar pomeni, da ta nova muzika po mojem zajema vse te reči in jih dobiste pravzaprav znotri in preči vse te idiome in žanre, kar dejansko se je v New Yorku kot zelo specifičnemu kraju za te reči dogajalo intenzivno v 70-ih letih, pa tja do konca 90-ih let. Ta prijem je toliko dober, saj po mojem, ker sem ga tudi na ta način zastavil, z novo muziko, da hkrati pravzaprav ves čas povezuje konkretne glasbene prakse, bolj si skladanja, kolektivnega muziciranja in tako naprej, ne? Na eni strani z samim prostorom, kjer je nastajal, ne? Torej konkretnim krajem in to v New Yorku je kar precej konkretnih krajev in predelov ali konkretnih predelov mesta, kjer se je to odvijalo. Na drugi strani za izrazito eksperimentalno, moderno mentaliteto, ki jo je ta prostor metropola omogočila, in hkrati seveda v razmerju do drugih področij sveta oziroma nekem dialogu, v katerih ta metropola seveda je. Jaz sem prej kolega poslušal in sta malo dvomil o metropoli, o metropolitanski funkciji izražala. Ne vem, če sta ona kdaj hodila po to vrsti metropoli po 3 mesece, ta metropola še vedno kako živi kot metropola. In to pravzaprav reproducira znotri sebe. In to bi bil recimo en tak učitek, recimo, seveda se nalagajo nove funkcije metropoli. In tukaj moram reči, da so mi bili v porast zelo dobri starejši spisi Raymonda Williamsa, ki je sociolog kulture, kot vemo, in njegovi spisi o metropoli in modernizmu, avantgardi, mislim, da so nekaj, kar je lahko navdih. Nekaj tega imate v navadni kulturi, ko obravnava neodvisne glasbene formacije oziroma neodvisne kulturne formacije, vendar vsakemu svetujem, da bi šel Raymonda Williamsa brati na ta način. Skratka, način kulturnega grupiranja v metropolah. Ključno za Raymonda Williamsa, in zdaj pa grem jaz malo širš, in to, kar nam on daje v svojih spisih, in to je dolga evolucija pisanja tega krasnega avtorja, ki ga vsi jemljajo kot avtorja kulturnih študij, noben ga pa resno ne bere, ne? Je ideja, je pravzaprav, da pravzaprav vi v metropoli, kamor prihajate kot migrant in zato poudarja migrantsko funkcijo, pravzaprav nimate kot človek, ko prijete tja. Migranti so številni, tudi umetniki so med njimi. Pravzaprav nimate drugega načina, kot da vi v metropoli na nek način prevzamete znotraj skupin umetniških, kjer se gibljete, in prevzamete in skupaj izumljate nekaj, kar bi lahko rekli metropolitanska govorica. V tem primeru metropolitanska glasbena govorica in to New York definitivno je imel. Hočeš, sorry, kad te prekinjam, ampak bi lahko pol rekli, da je bil Raymond Williams tudi tisti, ki te na nek način nagovoril, da stopiš v New York in da se soočiš ne samo s tistim, kar si pravzaprav svoje čase skozi 70, 80, pa tudi 90 poslušal v Ljubljani z distance, ampak da vstopiš v to metropolo in se soočiš z metropolo kot takšno. Kaj se v bistvu pravzaprav na terenu dogaja? Ali bi lahko rekli, da do te knjige Nova muzika v New Yorku ne bi prišlo, če ne bi stopil na teren? Ja, to točno to trdim. Mislim, mislim, da brez empiričnega raziskovanja, torej absolutno normalne, potrpežljive, včasih mučne, včasih zelo vesele, včasih raziskave na terenu.
Brez tega, da naždiš na podzemni in se pogovarjaš, vse zadnje zvečer z muskontarji, ki odhajajo z dela, ali pa z delavci, ki šele odhajajo na delo in so cele dneve v tunelih podzemne njujorške, mislim, da te knjige ne bi mogel napisati od zunaj, brez tovrstnega empiričnega raziskovanja. Kar pa ne pomeni, da nisem za to potreboval konceptov in mislim, da je bil koncept neodvisne kulturne informacije Williamsa prava reč. Kaj hočem reči? Ključno zame je bilo to, da, tukaj so bile prijateljstva muskontarjev, ki so me dobesedno posvetili v določene meandre socialne, s katerimi mi je bil dostop do spoznavanja ali pa do, recimo, terena, olajšan. Ključno je bilo, da ti skozi to začne sam pravzaprav povezovati določene stvari, ki jih, recimo, čitaš, bereš, zgodovino preverjaš in ugotoviš, da včasih je treba, absolutno treba, in tukaj sva obaj verjetno z Mihom pristaša etnografske metode, ne treba empirično preveriti, enostavno jih je treba empirično preveriti. Ne. Krasno je brati dobre zgodovinske spise o mestih, ki so imenitni, ampak brez tega mislim, da se to ne bi zgodilo. Tu mi je bila v pomoč dolgoletna izkušnja glasbenega novinarstva, in na drugi strani prijateljstvo z muskontarji. Ampak ne samo prijateljstvo z muskontarji, tudi na nek način en tak dober frendovski odnos, ki sem ga vzpostavil z raziskovalci mesta samega, torej New Yorka, pa ne samo New Yorka. Recimo, mojih 6 ur, recimo, pogovora z Neilom Smithom, geografom, ki sva jih seveda zapila, iskreno povem, v pivnici, do 2-3 pivnicah, in sva hodila okoli, je bilo dragocenejših verjetno kot branje njegovih 4-5 referatov. Zato, ker sva šla od mesta do mesta, kraja do kraja, človek je to raziskoval in jaz sem seveda dosti radovedno bitje, in sem ga spraševal, kaj pa to, kaj bo rekla, jaz sem mu rekel, jaz poznam te zgodovinske fakte o času, ko so gradili Empire State Building, in ga končno postavili, so bila tam v Midtownu zraven City University v New York in gospod, ki je to raziskoval, in je pokojni nažalost, mi je seveda gladko razlogal, greva tja okoli, pa sva šla pogledati, na kakšen način se je mesto preobražalo. Skratka, bi rekel, ta tip dobesedno gledati v tla, gledati, kje se ustvarja vrednost, skozi nekaj, kar poznamo, kar so prej kolegi govorili kot renta, začneš odtipati v samem mestu. Skratka, greš čez in to ti zelo pomaga. Pri muziki je isto. Pri muziki smo tega navajeni kot novinarji, in tam itak znamo spraševati. Ampak na ta način moraš spraševati tudi nekoga, ki 30-20 let proučuje vele mesta. Ali pa recimo antropologi, kot so Aida Sasser ali pa Jane Schneider ali pa sindikalista, kot je Stanley Aronovic, ki je sijajen sociolog kulture, sociolog sploh, zraven pa vsi pozabljamo, da ima za sabo empirično, praktično izkušnjo organiziranja delavskih sindikatov. Skratka, to je bila moja osnova v New Yorku. Na eni strani muzičari, na drugi strani ljudje, ki so proučevali mesto, kjer sem jaz proti preverjal na terenu, kaj se s tem dogaja, in seveda glede na seveda tudi mojo zalogo študijsko in izkušnje, nekako je prehajal počas do te muzike, do te knjige Novi muziki v New Yorku, ki mislim, da je v duhu Raymonda Williamsa spodobna sociologija kulture, obravnava sociološka glasbenih formacij v mestu, z vsemi težavami, z vsemi problemi, s katerimi se ubadajo, in se dotikajo seveda številnih vprašanj, kot so razmerje med metropolo, centrom in periferijo, metropolo in periferijo, o tem, ali sploh lahko govorimo o metropoli, o tem, na vse zadnje pa bazičnih produkcijskih razmerij pri kulturni produkciji, kot je v mestu, kot je New York. In se dotikam seveda tudi Chicaga, dotikam se problemov z Evropo, kulturne politike, mestne politike, imate noter 40-50 stransko kratko zgodovino New Yorka, prestrukturacije New Yorka v zadnjih 20 letih do tega, da je danes seveda absolutno neoliberalno podjetniško mesto.
z nekaterimi temami, ki jih je recimo prej kolega obdelala noter, ker pač sem pač s temi ljudmi govoril, ne. Enostavno in jih tudi bral zadnjih 20 let in poskušal to dati v neko obliko, ki je ves čas polemična, hkrati pa utipljiva, dejansko. In zraven imate življenjske štorije ljudi in hkrati način njihovega ravnanja v svetu, ki je absolutno, kar se tiče glasbenem svetu, ki je seveda zafrknjen, ki je socialno-darvinističen, a hkrati tudi solidaren. In ves čas seveda opozarjam alternative brez prehitrih sklepov. Upam, da brez prehitrih sklepov, ker imam prehitrih sklepov in napotkov, kako je treba ravnati v določeni situaciji, pa ne gre za glasbenika ali vsakdanjega človeka, dovolj. Tega je bilo preveč. Prehitrih sklepov ali pa tega, da jaz, ko nekaj napišem, sem že rešil socialno situacijo. Tega pri meni ni. In tega sem se pač v življenju že naučil. Zdaj, ko si že omenil reševanje socialne situacije, se bom vrnil na Miho. Tukaj imamo primer, ko je pravzaprav išel na metropolo pogledu z periferije. Ti si pa v svojem rojstnem kraju pravzaprav verjetno od malih nog opazoval, kako se Tolmin transformira. Sam si bil v določenih procesih, pa me zdaj zanima, kaj te je v bistvu sploh spodbudilo k temu, da si se lotil po eni strani festivalizacije Tolmina, potem posegel tudi po drugih krajih, ki se značilni po festivalih, ali je bil to recimo tvoj namen tudi to, da daš neki svojemu rojstnemu kraju oziroma da si tudi kritičen do svojega rojstnega kraja? Ja, zdaj kot za enega antropologa, ne, ali pa je tudi etnologa raziskovati v domačem kraju ni ravno imenitno, ne, to je, bi rekel, skoraj da greha, ne. Ampak, ja, tukaj je vsekakor pol sama uporaba metode, ne, to, kar je Ičo prej imenoval etnografija, je bistveno drugačna kot v njegovem primeru. Se pravi, tukaj gre za neko izkustveno bližino, ne, in je pravzaprav breme, ne. Breme je v tem smislu, da so ravno to, kar praviš, da se ti zdijo stvari samoumevne, ne. Iz tega vidika je, mislim, da potrebno stvari na nek način eksotizirati, stvari, ki so ti pravzaprav domače, jih sam v sebi na nek način začarati, narediti zanimive, narediti drugačne in s tem tudi morda dati eno novo perspektivo tudi tisti, ki tam živijo, ne, skratka dati ta, kar se je rekel, nek feedback ljudem, s katerimi se recimo čutiš neko povezanost. Tako da jaz mislim, da je ta motiv bil pri meni, ne, se pravi, ta lokalna pripadnost je bila ena motivacija, da sem se lotil Tolmina. Lotil sem se ga pač iz dveh razlogov. Eno je bila ta, da se je v tistem obdobju, ko sem jaz recimo odraščal in potem začel študirati, ta Tolmin bistveno spremenil, ne. In o tem, to je bilo vidno na, bi rekel, skratka skozi življenje tam, pa tudi skozi pripovedi z starejšimi občani oziroma pač starejšo generacijo, recimo s tistimi, ki smo se družili, mi malo mlajši, ki so pač prikazovali 80-ta kot precej bolj zatohla, ne, precej bolj zatohla, medtem ko 90-ta kot neko odpiranje tega kraja, ne. Skratka, to je eno zaznavanje, ki je bilo po mojem prav značilno za to, kar smo večkrat danes že imenovali periferijo, ne. Skratka, da gre tukaj za eno občutenje, ki je bolj značilno za periferijo kot morda za metropole. Skratka, jaz mislim, da na periferiji morda bolj smo bolj ali pa so ljudje bolj reflektirajo geografije, v katerih delujejo, no. Bolj jih zanima, skratka, v kakšnem kraju živijo,
predvsem reflektirajo to, kar je Harvey imenoval relacijski prostor. Ne? Skratka, kar je kje je ta njihov kraj, a ne, to, kar imenujejo njihov kraj glede na ostale. A ne? Skratka, zdaj tukaj, in to je tisto, se pravi, ko gremo potem to doživljanje oziroma pogovarjanje o etnografiranje domačega okolja, nam potem ravno to vrstne teorije lahko dajo nek pogled, ki je kritičen, ne, pravzaprav, ne, ki je kritičen, ki pokaže, da je to premišljanje, oziroma ne samo premišljanje, tudi potem ustvarjanje oziroma delanje kraja, ne, skratka, ki potem sledi, skratka, da poskušajo ljudje ta kraj še bolj transformirati, ga narediti še bolj središčnega, ne, to je to neka motivacija, narediti kraj središčeno, ne, da je to pravzaprav nekaj, kar izvira prav iz nekih pogojev periferije. Ne. V tem smislu je to pol lahko ena optika, ki daje, ne vem, kaj daje, ampak mogoče daje eno kritično osnovo za nadaljne delovanje. Ne. Zdaj, jaz sem, ne samo, da sem pol pač raziskoval ta kraj, ne, ampak sem tudi potem se čutil sam del, oziroma da sam delujem na ta način. Skratka, jaz sem se tudi sam svojo vlogo, skratka, tega organizatorja festivala sem začel razumeti ravno skozi to, ne, skratka, da hočem ta kraj delati središčeno, ne, se pravi, da sem sam del tega, da sem sam simptom tega, kakorkoli, ne. Tako da tukaj sem se zapletel v to, ne, v to stvar in je bila zanimiva izkušnja, ne, predvsem kot nekako ne samo kot raziskovalna, tudi kot malo samo refleksivna in potem tudi kot ja, tako bi rekel. Kako pa gledaš na to, kar se je iz Tolmina danes v bistvu izoblikovalo, ko se pravzaprav julij pa avgust točno ve, kaj se dogaja v Tolminu, ko je razporejeno vsak teden za, da rečemo temu, določen žanr glasbeni. Koliko recimo to prispeva k samemu Tolminu? A bi lahko rekli, da je festivalizacija prispevala k oblikovanju tminske scene, ali bi lahko rekli, da je ta festivalizacija pripeljala celo k temu, da je tminske scene več ni? Ja, zanimivo. No, ko sem omenil 90-ta, ne, 90-to so bili taki srečni časi tega Tolmina v tem smislu, da so pač v času te neke privatizacije, nekega podjetniškega vznika podjetništva in tako naprej, tudi med mladimi so se odprli določeni prostori, ki so, tukaj govorimo o Johnsonu recimo, ne, kamor so tudi Goričani radi zahajali. In to so bili prostori, kjer se je lokalna mladina družila in ki so pravzaprav dali popolnoma nov pogled na kraj, kjer živijo. Ne. Skratka, ti prostori so dali nek optimizem ljudem. Ne. Ta optimizem je bil po mojem zelo pomemben za to, da se je začelo potem ustvarjati to središčnost. Skratka, najprej ta zavest, skratka, živimo ob neki reki, ki je prej tekla mimo, zdaj jo pa dojemamo kot neko lepo kuliso oziroma kot nekaj, kar ima nek potencial, da se naprej nekaj dela iz tega kraja. In del tega je bila tudi ta festivalizacija. Mislim, festivalizacija v smislu, da se je začelo delati neke dogodke, ne? Se pravi, najprej so bili to koncerti in teh koncertov je bilo kar nekaj, ne? Tako pri Sotočju kot pri Johnsonu. Na kar je prišlo do tega, da je ta prostor postal prepoznan tudi strani zunanjih organizatorjev kot pomemben, kot možen festivalski prostor. Ne. Ta razvoj je bil pravzaprav dolgotrajen, ne. Se pravi, te festivali so se od leta 2000 naprej, skratka do danes, dodajali, bili vprašljivi in tako naprej. Danes so del občinske politike, ne? Skratka, danes so del občinske politike, danes so del občinske ekonomije, zelo, oziroma relativno pomemben del, ne? Ko gre sploh za segment turizma.
Za lokalno sceno, kar ti sprašuješ, so bili v veliki meri postali pravzaprav problem. Ta problem se kaže v tem, da prej smo govorili so kolegi govorili o renti, ne. Skratka, renta tega prostora se je dvignila, ne. Tako da danes, ko lokalni organizatorji poskušajo tam, oziroma ko organizirajo stvari, so pogoji se bistveno spremenili, glede na to, kar je bilo 15 let nazaj, ne. Tako da težje je organizirati koncerte, postali so drugorazredna stranka v pogajanjih za termine festivalske in tako dalje, ne. Zato tudi recimo letos se Sajeta seli iz standardnega termina, ne, ki je bil konec julija proti začetku julija, ne. To je vse posledica tega, ne. Skratka, šibkejši postaja lokalni organizator oziroma pač ta lokalna scena, ne. Tako da to je en tak pokazatelj mogoče. V bistvu te bom kar citiral, namreč v knjigi Antropologija turistične destinacije v nastajanju, in to iz leta 2009, si v bistvu povlekel stavek, ko je festivalski turizem postal del občinske politike, so Sotoče postalo povsem podrejeno velikim festivalom. In tle bom preskočil na Ičota, ker sem našel namreč le eno povezavo, več o tem tudi malo kasneje, ampak namreč razprodaja oziroma prodaja loftov v Sohu, kjer v bistvu prideš pa do naslednje teze. Kulturno produkcijo so v obeh četrtih, zdaj govorimo tudi o Times Squareu in Broadwayskih gledališčih, so obravnavali kot industrijo, ščitili so proizvodnjo in ne mestnega predela, v katerem bivajo in ustvarjajo hkrati. V bistvu imamo na eni strani tukaj totalno periferijo, če uporabim to besedo za Tolmin, na drugi strani v New Yorku totalno metropolo in podobnost je, mislim, isto je. Najprej v zvezi s festivali. Ena izmed temeljnih lekcij Gravča marksizma na festivalih, ki jo rad ponavljam, je ta, kar se tiče lokalnih ali pa tudi globalnih razmišljanj o ustanavljanju festivalov. Če se zafrkam z Gravčem Marksom, bi rekel tako. Če ti je glasbeno dolg čas v tvojem kraju, mestu, metropoli, kjerkoli, si boš naredil v smislu festival. Potem ti ne bo nič manj glasbeno dolg čas, a boš imel vsaj festival. To je logika festivalska danes, ne? Zdaj pa, kar se tiče New Yorka in tega prehoda, ki je grob, ki je abrupten, ampak ki mislim, da je kar hecen. Ta podobnost je, ta poteza je hecna, ja, podobna. Ko sem jaz proučeval newyorško novo muziko, sem ugotovil, da je absolutno ves čas bila privezana na prostor. Dejansko na predele mesta, kjer je prihajalo v zgodovini do določenih koncentracij umetnikov, ustvarjalcev, z njimi tudi glasbenikov. Te koncentracije niso naključne, so kulturne, so povezane z različnimi načini produkcije prostora, ki je seveda tudi simbolična. In dejstvo je, da če mi sledimo načinom koncentracije umetnikov v 20. pa od konca 19. stoletja v mestu New York, zlasti na Manhattanu, pravzaprav zelo hitro detektiramo, kaj se je pravzaprav z določenimi predeli dogajalo. Ti si omenil, da mesto New York tretira, ko je ustanovilo določene četrti in jih označilo kot četrt za modo oziroma za garment district v Midtownu zgodovinskem ali kjerkoli, da jih je označilo, da jih je utemeljilo samo s tem, da je industrija. Z drugimi besedami, grejo se posel. Grejo se kapitalističen posel. Muzika v tem mestu ni nič manj kapitalistični posel, skratka je posel, ki obstaja na trgu. Ključno pri zadevi, kar se tiče Soha, je seveda ta, da je
Soho bil do konca 60-ih let ali pa, do konca 60-ih, sredi 60-ih let z mestnimi odloki in z samim razvojem. Soho je predel, mimogrede, zdaj moram pojasniti. Predstavljajte si otok, ki je 8 km dolg in 4-5 km širok, 4 km širok, reče se mu Manhattan, oziroma v jeziku Lenapicev, oziroma v angleščini Manhattan, ki je najbogatejši otok na svetu, najdražji otok na svetu. Spodnji del otoka, tako imeno, recimo, da imate tukaj 14. ulico tega otoka, spodnji del do roba, tam nekje na tem robu sta padla dvojčka, zdaj imate tam drugačen World Trade Center, ne? No, se imenuje spodnji del Manhattana, tako imenovani downtown. Potem imate midtown tam nad Central Parkom, pa tam kaj Harlem je pa uptown, uptown je že prej v bistvu, na spodnjem robu Central Parka. Iz filmov se malo spomnite teh reči, od Taxi Driverja se spomnite. Sex in the City ni dobra referenca, zato kaj izmišljija. Taxi Driver se mi zdi, da je boljša referenca, torej Scorsese. Skratka, Soho je predel, ki je bil star industrijski predel od konca 19. stoletja v delu pod 14. cesto, pa še niže, pravzaprav pod ulico Houston, ki je še. In ta industrijski del so se začeli seliti umetniki, ustvarjalcev sredi 60-ih let, konec 60-ih let, ker je New York začel doživljati obdobje velike tranzicije. Skratka, ta lahki del industrije, predvsem tekstilne, kjer je dominiral dobesedno 100 let, se je začel seliti ven in pravzaprav so v njem ostale prazne stavbe z značilnimi prostornimi lofti, kot jim rečejo, dolgimi dvakrat toliko kot tale lokal, pa širokimi mogoče dvakrat toliko kot tale lokal. In tja noter so se začeli vsiljevati umetniki, iskali so svoje prostore. Nič novega, to v zgodovini nič novega, ne Londona, ne New Yorka, celo Ljubljane, verjetno celo še kakšnega drugega mesta, nič novega. Ampak dejstvo je, da ko so se umetniki v 60-ih letih začeli seliti v ta prostor, so pravzaprav se naselili v prostor, ki je bil glede tedanje cene zemljišč in stanovanj v bistvu popolnoma na psu. Umetniki so vedno iskali svoj prostor, zlasti vizualni umetniki, glasbene scene, ki rabijo svoj prostor. Tam so dobili prostor, ki je bil pravzaprav idealen. Prazne industrijske zgradbe, z idealnimi prostori, kjer vi lahko ustvarjate svoje happeninge, delate svoje performanse, počasi začnete svoje kulturno podjetništvo, probate ustvariti svoj posel, ne gre samo za ustvarjanje, vedno je povezan seveda s trgom. Sohom se je pripetilo pač to, da potem, ko so ga zasedli umetniki, ustvarjalci najprej, za njimi so, in to je bilo na pol ilegalno, nekje je bilo pravo skvotiranje, nekje ne. Pravzaprav se je začela pravzaprav na nek način demografija pravzaprav tega predela, ki je bil po namembnosti industrijski del mesta, spreminjati. Naenkrat so noter stalno živeli ilegalno umetniki in začeli ustvarjati pravzaprav to, kar vedno ustvarjajo. Socialno življenje, nekaj, kar pravzaprav happeninge, naenkrat so ljudje hodili tja. Mediji so začeli o tem poročati, jaz zelo poenostavljam situacijo. Mediji so o tem začeli na veliko poročati in levo desno, tja so se počasi začeli seliti tudi drugi in tako naprej. In naenkrat nek predel mesta, s katerim so imeli različni ljudje v mestu, politične elite, različne načrte. Če bi pogledali, kako je urbani planer, kot je Robert Moses, ki je Haussmann 20. stoletja, kaj so se namenili tam narediti, se točno ve. Robert Moses je bil fan avtomobilskega prometa in je hotel skozi ta del Manhattana peljati
4-pasovnico. Temu se je Jane Jacobs, kot vemo, uprla, če boste brali njene velike spise. Ne? Drug del mestne elite, ki je tudi upravljal z mestom, recimo brata Rockefeller, sta tam hotela narediti mešano stanovanjsko poslovno četrt, skratka Midtown Manhattana, srednji del Manhattana, kjer so pisarniške površine, skratka poslovniške površine, raztegniti v ta del, ker je bil industrijski, in ga povezati s spodnjim delom, ker je Wall Street. Ne, zdaj se zgodi to, da vam noter pride umetniška bagra. Ne, skratka, eksperimentalci, pa zraven seveda še alternativni življenjski slogi, in naenkrat imate eksplozijo nekega, tistega, kar je Sharon Zukin v svoji absolutni klasični sociološki analizi, loft living, imate nekaj, kar imenuje ironično umetnostni način produkcije prostora. Umetniki vam zasedajo, ker rabijo svoj plac, industrijska območja, mediji in vsi skupaj iz tega naredijo industrijski šik, to postane trendi, tam so dobri partiji, tam se prodaja nova umetnost, tam bivajo abstraktni ekspresionisti, tam se pojavi Lou Reed, tam pride Allen Ginsberg, bitniški poet, z drugimi besedami, dogaja se vam art četrt. Kako v tem reagirati? Kako je mesto reagiralo? Elite niso bile zadovoljne s tem, da je mesto, da so jim prostore napolnjeni umetniki najprej. Narobe, ne? Oni ne bi subvencionirali kar tako nekega mestnega predela. Po drugi strani so jim s tem porušili načrte za obnova, za ponovno reurbanizacijo tega dela mesta, ki je bil industrijsko izpraznjen. Zgodi se pa, potem pa na koncu pridejo do rešitve, ki je naslednja. Umetnikom, če se prijavijo mestnim oblastem, dovolijo, da zasedajo, vendar ne za bivanje, zgolj za ustvarjanje te industrijske prostore, ki so bili nekateri zaplenjeni strani mesta, kar je zakon tedajni omogočal, nekaterim so lastniki oddajali zelo poceni, in mesto določi pravzaprav institucijo nečesa, kar imenuje artist in residence, nekaj, kar je danes del pogona kreativnih industrij, kar si dobro poznamo, del izmenjave umetnikov. Za nalepko Air, artist in residence, ste vi lahko bivali v prostoru, oziroma ustvarjali, ne pa bivali, vendar vsi so bivali. Za njimi so se počasi začeli seliti tja tudi izobraženci, javni uslužbenci, četrt je postala buržujski šik. Ne? Naenkrat potem tisti, ki so bili lastniki prostorov, mestne elite, ki ponavadi vendarle z mestom, kot je New York, pravzaprav ravnajo in ga poskušajo upravljati, nadzorovati pravzaprav gibanje v njem, ugotovijo, da je ta izpraznjena industrijska četrt nekaj, iz česar bi se lahko dali izvleči kaj, ne? Vendar je tukaj še drug faktor. Naenkrat ljudje v New Yorku začenjajo po zaslugi ljudi in kritikov, kot je Jane Jacobs, razmišljati o tem, da New York nikoli v življenju ni skrbel za nekaj, čemur bi se lahko reklo kulturna dediščina, tudi arhitekturna dediščina. Prej je veljalo pravilo, lastnik ima vedno prav, landlord ima vedno prav, torej stara zgradba, lastnik zemljišča reče, ja, ok, nekaj se ruši. Naenkrat so ljudje prišli ven z nečim, kar je ne bila kulturna vrednota, kulturna dediščina. To v Evropi poznamo, že odprej. V Ameriki se to v mestih nikoli ni dogajalo, ker ne poznajo javne razprave in razprave o dediščini. In naenkrat se pridejo do teh reči in imate totalni konglomerat vsega skupaj, do prvega sprejetja zakonov o loftih, industrijskih loftih, ki so pomenili naslednje. Umetnikom vi date prostor, najemnino, ki je regulirana, nekaterim prostorom, ki niso regulirani, pa ne, in jih date na trg. Spremenite namembnost cone v stanovanjsko, loft v trenutku, ker je medijsko-buržujski šik, postane izjemno draga, zahtevana dobrina. Skratka, povpraševanje je veliko. Naenkrat loft v 5 do 12 letih, ki je zanemarjena površina, postane in trendovski del, pravzaprav trendovski način bivanja, dražji od stanovanj v Upper
Upper East Side, torej tam, kjer so Združeni narodi, mimogrede. No? Umetniki seveda ne zdržijo več, tisti, ki prihajajo v lofte, ki niso regulirani, bežijo ven. Dogaja se nekaj, da prihaja noter v te lofte, v to industrijsko nekdanje industrijsko cono, prihajajo na nek način bogataši. Kreditna politika se sprosti in Soho v dobesedno 10 letih eksplozira kot kreativna, umetniška in galerijska četrt, kamor prije zraven še umetnostni kapital, torej špekulativni kapital likovnih umetnosti. Glasbeni klubi se vsi selijo kam? V Lower East Side. Prej je bila omenjena v prejšnji debati gentrifikacija. Gentrifikacija v Sohu, v stari industrijski četrti, se je začela dogajati šele v tej fazi, ko prihaja za umetniki v izpraznjeno področje, ki ga potem mesto dopusti naseliti, prihajajo recimo finančno bolj lukrativni družbeni sloji. Drugod se pa dogaja drug tip gentrifikacije. Zdaj pa grem nazaj. Z drugimi besedami, tukaj vidimo primer, Soho je najbolj značilen primer v New Yorku, pa pravim, zgodovina je dolga, Greenwich Village ima sploh dolgo zgodovino, kjer pravzaprav ustvarjalci v iskanju za svoj prostor, in ponavadi so to revni ustvarjalci, revnejši, brezficka avanturisti, ki pa imajo moderno zahtevo do metropole, in to je ključno, kot migrantje, katero prihajajo, pravzaprav na nek način s svojim bivanjem, svojim ustvarjanjem začenjajo dvigovati simbolično vrednost temu predelu, ki je veljal za odpisanega. In ta tip, ta vzorc, po tem vzorcu, pravzaprav je bil New York dejansko unikaten. Te koncentracije ustvarjalcev v takem velemestu, in bilo jih je ogromno, pravzaprav pa so pa omogočale točno to, kar jaz govorim o moji knjigi, v bistvu so omogočale na različnih ravneh, kljub temu, da so bile vpletene zraven še v posel, ki je bil transnewyorški, transmestni, mednaroden, dejansko nekaj, kar bi lahko rekel produkcijo eksperimentalne, nove muzike, kulture in tako naprej. Ampak brez tega, brez preobrazbe mesta, brez take drobne brez take pravzaprav drobne preobrazbe dela mesta, kot je ta del Soha, ki je pravzaprav majhen, mi ne moramo razumeti kulturne produkcije danes. To je moja bazična finta. Ključno pri vsem tem pa je, da smo mi te informacije dobivali prek medijev že v tistem času. Če ste gledali film Paula Mazurskega, Svobodna ženska, se spomnite? Elana Batesa, ki je igral umetnika v Sohu, pa Jill Clayburgh, že v 70-ih letih, vam že v loft kulturo, vam je Hollywood prodajal kot svobodno loft kulturo, ki pa je bila takrat že na nek način poburžujena kultura. In lofti seveda niso edini zgled, niso tipičen newyorški zgled na način, da bi samo v New Yorku umetniki hodili v lofte ali pa industrijske hale. Vse so tudi že v Londonu hodili, pa v Britaniji, v Franciji poznamo te primere, celo pri nas. Ampak New York jih je dejansko najbolj izpostavil. In če teh procesov ne sledimo, bi rekel na dveh tirih. Na eni strani preobrazbo mesta skozi odnose moči med nepremičninskimi elitami, političnimi elitami, ki upravljajo z mestom, županskimi koalicijami in na drugi strani z prebivalstvom, ki jih zaseda ali iz katerih jih včasih izganjajo, pravzaprav mi določene glasbe v mestu, glasbenega življenja v mestu ne moramo razumeti. Zdaj pa, da sem bil izjemno dolg, bom končal. Če pogledamo 70. leta, Soho, del Villagea, Greenwich Villagea, že West Villagea in potem prodora umetnikov v delavsko četrt, kot je Lower East Side, pozneje v Brooklynu, delno že v Queensdance, v Južni Bronx, boste ugotovili, da so na delu zelo podobni procesi. Umetniki, glasbeniki vred, seveda se bodo vedno selili v prostore, kjer bodo lahko ustvarjali, kjer bodo lahko to počeli. Kako se pa to danes dogaja v Evropi, prihajam nazaj, da ti predam štafetno palco, se dogaja pa skozi kulturne politike, kakršne
na eni strani Evropska unija postavlja in na drugi strani pa seveda način javnega financiranja kulture, ki začenja te vzorce na en zelo sfižen način vnašati v naše kraje. No, tukaj sem se hotel v bistvu navezati se čisto na aktualno dogajanje v Inde v Kopru, pa po drugi strani na Sokolca v Novem mestu. Kar se v bistvu zanimivo je, da pravzaprav zapuščen objekt ljudi zdaj kar naenkrat bomo vrgli ven zaradi tega, ker smo prodali objekt, do zdaj je zapuščen. Na drugi strani Sokolc nekaj zelo podobnega, ko bomo obnovili streho, bomo vrgli ljudi ven. Miha, kako gledaš recimo na ta fenomen, na to dogajanje v primerjavi recimo ravno tukaj, zdaj smo v Evropi, Ičo je zdaj opisal newyorško situacijo. Kako gledaš recimo mogoče tudi iz spektra recimo Tolmina in podobnih zadev, ker to metanje, o katerem zdaj govorimo o Sokolcu pa Indije, mene zdaj vmes sem imel že čist preblisk, da mogoče bo pa treba se je to organizirati enkrat aprila. Jaz mislim, da ena posebnost našega prostora je gotovo ta, da so občinske politike mogoče bolj upletene v same v to prostorsko politiko. Ne? Skratka, ko gre za prostore, skratka, katere prostore se bo dalo, tukaj gre za prostore mladih, ne? Se pravi, govorimo o prostorih mladih in tukaj se je uveljavil termin mladinskih centrov, ne? Pa multimedijskih centrov, kjer ima roko nad stvarmi občine in v navezi z mladinskimi, kaj že z, kdo ima že to načes, občine plus na državni ravni pa kdo, zavod, ne, kaj že ta, Zveza za prijateljev. Ja, tako. Zveza prijateljev. Ne zveza prijateljev, ne, drugo je, no, ampak kakorkoli. Se pravi, tukaj, mislim, to mislim, da je neka razlika, vsaj ne vem, zdaj se mogoče mi pol Ičo kaj popravil, a ne, v smislu, da je, torej, občine so tiste, ki ponudijo, ki dajo možnost mladim, ki zagotovijo prostor, vendar narekujejo tudi pogoje, a ne, kaj se bo tam dogajalo. A ne. In v tem smislu obstaja skratka, ker vam damo, ne, kaj se potem še upirate, ne, zakaj bi radili še en prostor, zakaj bi radili še drug, skratka, na ta način morda te tako imenovane samonikle skupine in tako naprej nimajo te tudi javne podpore, ne, javnomnenjske podpore. Češ saj v Kopru že imajo klub, ne, saj že imajo prostor v Novem mestu, saj že in tako naprej. Ne. Zdaj, te občinske politike imajo precejšno močno tema, ne, recimo v Tolminu se je zgodilo, zdaj ves čas ta primer, ampak dajmo, a ne, ustrajati, se je zgodilo to, da naprimer je Mink, ne, se pravi mladinski center, Mink je obratovalni čas se skrajšal in gre za zakloniščni prostor, skratka za prostor, ki je nekdanje zaklonišče, se je skrajšal do enih, ne, se pravi koncerti se morajo zaključiti do enih, po diktatu občine. Ne. Druga stvar je bila ta, da se je želelo prenesti oziroma ukiniti sploh Zvezo mladinskih društev in kot upravitelja tega prostora in prenesti upravljanje pod zavod, ki ne bi bil novo nastal zavod, ampak transformiran zavod na ta način, da bi se športu in ne vem, čemu še... Turizmu? Ma ne turizem, ima svoj zavod, ampak športu pa in teda dodalo še mlade, ne, še mladino. In temu so se do določene točke uspešno upirali. Ne vem pa, koliko dolgo bo to še šlo naprej, ker mislim, da tukaj že... A ne, tu
pogojevanje je seveda ves čas v tej smeri, skratka, ne bo denarja, ne, skratka, zaprla se bo ta pipa, una tretja, ne, ki recimo ne bo denarja za festival, za Sajeto in tako naprej. V glavnem so te vzvodi močni, zato ker ta stvar ni tako vezana na trg, kot je odvisna od javnih sredstev. Ne? In ker je odvisna od javnih sredstev, potem tudi ta javna sredstva lahko marsikaj narekujejo. Ne? Nažalost, ne? Ne vem, če sem zdaj odgovoril na tvoje vprašanje, v zvezi z Indo, mislim, ja. Ampak se ti ne zdi, da v bistvu, ko uporabljamo danes izraz mladina, nekako spimo na lovorikah nekih davnih časov. Tudi recimo Ičo, ko se nasloni na izraz nova muzika, začne zelo porivati v ospredje transgeneracijskost, ki se je izoblikovala v zadnjih letih. A se ti ne zdi, da danes imamo pravzaprav v tem prostoru en velik problem, namreč to, da ko se pogovarjamo o neki recimo kulturi, pravzaprav preveč poudarjamo na eni strani mladino, po drugi strani pa se pozablja, da je pravzaprav ta kultura, ki nočem reči ne subkultura, nočem je reči ne mladinska kultura, pravzaprav postala transgeneracijska. In da v bistvu največji naš problem, ki je v tem, da se pravzaprav doskrat ne znamo izjasniti proti tem občinskim politikam, da pravzaprav gre tukaj za več generacij, ki skupaj transgeneracijsko delujejo, ko prihajajo starejši in mlajši skupaj, starejši prenašajo znanje na mlajše, mlajši navdihujejo mogoče starejše in da pravzaprav je mogoče tukaj eden od ključev, kako je treba dati ključ vključavnico teh občinskih odborov ali ne vem kakšnih že kreativcev. Mislim, tu se absolutno strinjam s tabo, ne, zdaj definitivno, se pravi to, to je tisto, kar ena od tistih vzvodov, ki šibija, ne, se pravi ko govoriš o mladih, ne, da in to ima že pač eno daljšo zgodovino, ne, se pravi mladinskih klubov, no, pač ustanovitve mladinskih klubov in tako naprej, ne, da se je na ta način stvari so se, bi rekel, uniformirale, ne, se pravi, tukaj je bilo zanimivo, se mi je zdelo recimo spet en primer tak mladinskega, pravzaprav je bil študentsko glasilo, ne, ker je bil problem tega glasila, ne, skratka, problem se strani nekega, problem je bil ta, da ni bilo uniformno, da glasilo ni sledilo temu, kar imajo že goriški študente, kar imajo novomeški in tako naprej, ne, skratka, ker je štrlelo ven, ker je bilo pač izraz neke kreativnosti, ker ni bilo niti starostno omejeno, ker so ga. In eno od očitkov je bil ravno ta, ne, da ga tvorijo to glasilo, da v njega prispevajo tudi ljudje, ki niso več študenti. Ne. Tako da ja, definitivno je zdaj, kako bi imenoval te stvari, kako bi jih poimenoval, da bi bile, tu so pač te terminološke zagate, ki so tudi v zvezi z novo muziko najbrž, ne, oziroma prej sva govorila že z Ičotom o džezu, pa ga je malo vznemirilo, ker sem uporabil ta izraz in tako naprej. Se pravi, kako poimenovati stvari je zelo pomembno, ja, definitivno. Ne. Morda ima pa Ičo kakšno idejo, kako bi se boljše. Vse ukvarjanje s subkulturami, ki je prineslo toliko pozitivnih reči znotraj sociologije ali pa recimo konceptu scene in tako naprej, ima en sam problem. Da se v glavnem ukvarja z načinom potrošnje kulture. Če se vi postavite na pozicijo proučevanja neodvisne glasbene informacije oziroma kulturne informacije, se s tem postavite na stališče produkcije kulture, skratka neko skupin, ki kulturo proizvajajo ali pa umetniške forme. Pri novi muziki, kot jo jaz definiram, seveda nekje je biološka starost bolj določujoča, nekje je manj določujoča. Vsekakor je pa manj kot skozi mladinske subkulture oziroma koncept subkultur. In to je zame zelo ključno. To še ne pomeni, da do generacijskih razlik zlasti v povezavi z tržnim statusom glasbenikov, ki te stvari, ki svojo muziko proizvajajo za trg, v glavnem seveda, ne prihaja.
so pa zato zanimive še povezave med njimi, kjer včasih biološka starost je določujoča, včasih je pa malo manj, ali pa recimo, da je kot bi Bourdieu rekel, recimo, socialna starost umetnika, ne? Da je bolj odločujoča kot biološka starost. Zato mislim, da čim obrneš pozicijo in greš na stališče produkcije, kulturne produkcije, se ti zadeve mimogrede malo obrnejo in nehaš že spotoma glede na realno stanje na terenu gojiti kult mladosti, kar se mi zdi zelo koristno. Kar še ne pomeni, da ta kult mladosti v svojih različnih drugih oblikah in metamorfozah ne živi znotraj glasbene produkcije. Ampak moje izhodišče je bilo ravno drugačno. Jaz, ko sem proučeval glasbeno življenje v mestu, kot je New York, sem ga proučeval skozi umetniške skupine, načine njihovega grupiranja, razpadanja, ideološke povezanosti, politične akcije, sindikalizem od spodaj in tako naprej, skozi vse flope in frakcije, ki so se jim dogajale, ravno zato, da ne bi pristal na koncu na to, da ti, kot je rekel ob nekem protestu novinar Village Voice-a, glasbeniku, you don't have understanding of Bohemia, ne? Ker so štrajkali proti temu, da Moskontarji niso plačani v klubu. Ne? Mi Bohemi bomo to zastonj delali. Čigavi Bohemi? Dajmo si pogledati, potem se pa vprašamo o razredni osnovi teh Bohemov. Ne? To verjetno niso ljudje, ki so iz working class familije, ampak so ljudje, ki jim starši, če so mlajši, takole od spod štepajo cash, ne? Da bodo lahko igrali v indie rock bandu. Ne? In to je pa ena dimenzija, ki se meni zdela zelo zanimiva. In to je bil očitek novinarja Village Voice-a, ko so tam leta 92-93 v nekem klubu, ki še danes mimogrede obstaja v downtownu Manhattana, ne? V bistvu punk rock bandi, hardcore bandi, indie rock bandi po današnjih kriterijih upozorili glavnem glasbenike, starejše kolege, ne? Da lahko kaj pomagate, katerim niti ne plačajo niti za pivo. Z drugimi besedami upozarjali so na izkoriščevalska razmerja v klubski ekonomiji New Yorka. Ne? In jasno, potem so šli, so naredili na nek način stavkovno stražo, postavili svoj picket line, ne? In potem prije novinar Village Voice-a, ki takrat seveda ni več Village Voice, kakor smo ga poznali včasih, ne? Ki pa v imenu bohemstva nastopi proti nerazumevanju, kaj vi štrajkate proti lastnikom kluba. Vsa moja knjiga pravzaprav opozarja na realna produkcijska razmera v klubski ekonomiji v New Yorku in na spremembe, ki se dogajajo v tem mestu v razmeru s spremembami in transformacijami prostora v New Yorku. Ampak sam nisi preveč naklonjen uporabi izrazi scena, hkrati pa proti koncu knjige se pojavi zanimiv, zdaj ne vem, da bomo šli iskat, ampak eden od izjav tvojih intervjuvancev pravi, mlajši danes ne skrbijo za sceno, za svojo lastno sceno. Zakaj pravzaprav gre? V bistvu, ko govorimo o sceni, recimo 70-ih pa 80-ih, vemo, kaj je recimo cirka so bile scene v New Yorku. Kaj recimo danes, recimo dobimo paket nekih indie bandov v zadnjih letih, ki jim rečejo New York indie scena, čeprav potem, ko začnemo gledati, se v bistvu marsikdo med sabo sploh ne pozna, kar pomeni, da ni scena. Obenem pa starejši akter pravi, mlajši ne skrbijo za svojo lastno sceno. To je izjavil akter, ki je prišel od zunaj, to je še en migrant. Ne? In migrantska funkcija je ključna v mestu, kot je New York, London tudi, ne? Rio, Sao Paulo. Tudi Ljubljana. Ne, tudi Ljubljana, mislim, dajmo se najprej vprašati o migrantski funkciji, funkciji migrantov in kdo je vnašal v ta okolja pričakovanja, ki so bila moderna pričakovanja, moderne zahteve od mesta, v katerega je prihajal in ga je pravzaprav tudi spreminjal. Jaz že skozi govorim, ker sem Ljubljančan, da Ljubljančani niso rojeni kao Ljubljančani. Nismo spreminjali, vendar so to naredili
istrski študentje iz Pule, iz Reke, iz Bosne in Hercegovine in iz drugih ljudi, krajev iz Ljubljane. Tisti so delali to, kar smo mi imenovali scena, način povezovanja na določenih krajih in smo določene kraje pravzaprav kot take izpostavljali. Ne Ljubljančani, Ljubljančani so leneriti, ne me zafrkavati, ali pa smo leneriti. Ne me zezati. Borgezija je delala sceno, študentje iz Pule in iz Bosne in Hercegovine. Isto velja za New York. Patti Smith si še enkrat preberite Just Kids. Zakaj je ona iz provincialnega industrijskega ali pa recimo njen partner, Robert Mapplethorpe, zakaj sta šla pravzaprav iz kraja? Zato, ker prvo, ker je v tem kraju nista mogla uveljaviti svojih absolutno modernih ambicij, kot drugo pa prijeta z visokimi pričakovanji in zahtevami do velemesta, sta pripravljena vse probleme, ki so absolutno težki socialni problemi, kako preživeti v tem mestu, vendar zahtevata od mesta, pravzaprav postavljata visoko zahtevo, da ga spremenita in sta ga tudi spreminjala. Danes je pa to dobro vprašanje, če se vrnem k temu, mislim, da provinca s provincializmom krepko vrača udarec metropolam. To mislim, da je učinek širši. To je ena reč. Druga zadeva v zvezi z New Yorkom samo ali pa s scenami bi pa rekel tole. Ko rečejo glasbeniki, saj ameriški, newyorški glasbeniki, čikaški tudi, ko rečejo scena, mislijo na točno določene kraje in načine njihovih povezovanj in na prostore, kjer se kujejo načrti, kjer se muzicira, kjer se družiš, kjer prije do izmenjave idej, kjer na vse zadnje morda zaslužiš kot glasbenik in mislijo seveda na določene vozlišne točke, ki so med seboj ohlapno povezane. Ko je pa glasbenik, in to je bil neapeljski glasbenik, Marko Capelli to izjavo, je pa opazil točno to, kar je pa posledica nečesa, na kar on ne opozori, da se v sedanji situaciji pravzaprav te scene, ki se umikajo že zadnjih 25 let, recimo z Manhattana, v Brooklyn, deloma že v Queens in vse predele Brooklyna, deloma celo že v južni Bronx, nove muzike, govorim za novo muziko, kot če sam pojmujem, pravzaprav med sabo, glede na to, kar se jim dogaja, niti zaradi prostorske razdalje ne morejo med seboj skomunicirati. Drugo, kar je, pa vsaka po svoje pojmuje svojo tako imenovano neodvisnost. Skratka, svoj status, ki ga imajo vsi v zobeh, kjer retorika do it yourself naredi sam, prevladuje povsod in moraš vedno pri vsaki posebej detektirati, ali gre za absolutni individualističen posel, ki ga vmes pelil za samo promocijo, ali pa gre za recimo drugačen način povezovanja in ustanavljanja lastnih prostorov. V osnovi gre, saj v tem mestu, vse bolj v tipičen socialni darvinizem, bi rekel, individualnega podjetništva, na kar se lepijo etikete neodvisnosti, solidarnosti, scene, undergrounda, subkulture, in to je realija danes New Yorka. Zato na dolgi rok New York seveda zgublja. Na eni strani je izgubil stare socialne varovalke kot mesto produkcije. Stare socialne varovalke, ki so na eni strani pridobitve dolgoletnih, stoletnih bojev delavskega gibanja in recimo drugih gibanj, antisistemskih, kot so regulacija najemnin, podpora umetnosti, na drugi strani je pa prisiljen, da se seveda zliže z mestnimi ali pa krajevnimi institucijami in se na nek način kulturno gentrificira, svojo muziko gentrificira. To je pa drug problem. Glede na to, da bomo zdaj počasi mi pripeljali to debato do konca, hkrati se o zvoku v mestih sploh nismo nič bistveno pogovarjali, ker muzike nimamo, da bi dali zdaj to konkretne primere. Bom pa jaz tukaj eno stvar prebral, ki sem jo imel pripravljeno za začetek, pa bi te prosil za komentar, Miha. Namreč, ko sem pripravljal to zadevo, sem čist na koncu Ičotove knjige najdel citat, ki sem ga postavil si za istočencev, v bistvu ga bom pa uporabil za zaključek. Namreč naveže se ponovno na misel Raymonda Williamsa, da je včasih na metropolitanske oblike zaznal potrebno pogledati z periferije.
In potem nadaljuje. Priznati jim je treba kulturno pomembnost tam, kjer jim gre, a tudi znati kljubovati metropolitanski interpretaciji lastnih procesov kot univerzalnih. Zdaj pa gre ta glavni del. Zadnji stavek. Vendar je problem enako velik tudi na periferni strani. Kako kljubovati lastnim procesom na periferiji, ki se uklanja in na široko oponaša te procese kot univerzalne in se s tem le še bolj provincializira? Se to je kar težko vprašanje. Ne, tako bom rekel, ja, prej, ena stvar mi je prej padla na misel, ko si omenil tudi glede centrov in periferije, je tudi ta glede migracije. Ne? Se pravi, ena stvar, ki jo periferija občuti, so ravno selitve, izseljevanje, medtem ko so pač centri tja, kamor se priseljuje. Ne? In z tega vidika je pač tukaj se ena moč periferije, mislim, ena šibkost periferije kaže, ne? In ta je po mojem včasih težko zaustavljiva. Ne? Zdaj, naprimer, zdaj tukaj, ker vidim Anjo tam, imamo primer tukaj iz Benečije, ko je ravno se skušalo delovati na te procese, torej procese izseljevanja, marginalizacije in tako naprej, z dokaj inovativnimi načini. Gre za postajo Topolove v vasi Topolove v Benečiji. Seveda so marsikaj spremenili, ne? Se pravi, marsikaj se je mislim, da ne s ponavljanjem, se pravi, morali so izumljati lastne mehanizme, kako bi ta kraj spremenili, kako bi njegovo ne samo podobo spremenili, ampak celotno funkcioniranje tega kraja spreminjali. Mislim, stvar ima tudi svoj politični kontekst in tako naprej, pa ne bi o tem zdaj. In dejansko so spremenili ta kraj, ampak ta proces, torej proces izseljevanja, pa se bojim, da je še vedno tisti, ki je v določenih krajih premočen in da je ta vas še vedno se bori za obstanek. No, tako. Ampak se ti ne zdi, da recimo jaz danje čase na srečo gledam vedno redkeje televizijo, ampak kadarkoli prižgem, ulovim kakšen prispevek, tako kako oživljajo določeno vas, kako se vračajo eko-kmetje, kako uno in tretje, da postaja tudi vsa ta zgodba že na nek način popolnoma zmanipulirana in izkoriščena čist v neke druge namene, kot pa pravzaprav zato, da se oživlja nek kraj s kulturo, z muziko in samim dogajanjem in življenjem. Mislim, tukaj je definitivno veliko neke propagande, ne? Se pravi, da, ampak mislim, jaz sem zaključil nekoliko pesimistično, ne? Jaz hočem to povedati, ne? Zdaj, govoriti o periferiji kar nasploh je tudi problematično, ne? Se pravi, zdaj tukaj, če govorimo o krajih, kot je Gorica, ali pa če govorimo o krajih, kot je Ljubljana, ne nazadnje, pač te stvari so zelo relacijske, ne? Zdaj, Ljubljana seveda za Slovenijo ni periferija in tako dalje, ne? Ampak jaz mislim, da tukaj ni nekih univerzalnih rešitev, ne? Se pravi, da bi rekel zdaj, so pa to, ne vem, po mojem zelo resni procesi, ki jih je treba precej bolj resno jemati, kakor pa zgolj z festivali, pa znamčenjem, pa torej prikazovanjem lepih zgodb, lepih časov recimo v teh krajih, ne? Se pravi, treba se zavedati, da vsak kraj ima tudi svoje letne čase, ne? Se pravi, da ima svoje ritme, ne? Kakor bi rekel Lefebvre in tako naprej. Tako da te stvari so precej bolj, no,
zapletene. A ne? Se pa v zadnjem času tudi pojavlja zelo pogostokrat to, da se kao urbana kultura sooča z ruralizacijo, zato ker se prihaja vaška pamet v mesto. Slovenski primeri, predvsem samoniklih prizorišč, ki jih lahko povlečemo po celi Sloveniji, kar konkretno, pustimo zdaj še zapiranje prostorov, ampak po drugi strani ravno samonikla prizorišča in klubi po Sloveniji pravzaprav zavračajo in zanikajo to trditev, da bi tako rekoč na vasi, v narekovajih, pravzaprav bila ruralna pamet, ki uničuje urbano kulturo in se na trenutek zdi, da pravzaprav ravno z teh središč, zdaj gremo v Ilirsko Bistrico, ali gremo v Bistrico ob Sotli, ali pa grem recimo v Beltince, ali pa povlečem potem dol do Črnomlja, dokazuje, da pravzaprav se ta kultura zelo pošteno živi v teh krajih in teh mestih. Jaz bi tukaj samo opozoril na eno stvar, da se ta distinkcija urbano-ruralno je na eni strani realna distinkcija v smislu, da se pač prostor oblikuje v mestih drugače kot na podeželju recimo. Po drugi strani se pa treba ves čas zavedati, da je to tudi vrednostna distinkcija, ki pomeni tudi neko hierarhijo, skratka urbano je dobro, ruralno je slabo. Tako da tukaj v tem smislu se moramo tudi tega zavedati, se pravi tega jezika, ki je lahko na nek način tudi nevaren. Bi pa rekel, tako, da pač, kar se pa tvojega vprašanja tiče, so pa to seveda te prostori produkcije, kot je rekel Ičo. Se pravi, to so tiste svetle točke, prostori produkcije, kar pa ne pomeni, da tudi prostori produkcije, ki so enako pomembni recimo na podeželju, so tudi seveda tudi drugi, se pravi, ni to edini. Pomembni so ti prostori zaradi tega, ker so tiste točke, tisti prostori, kjer se malo več ljudi obrne, bomo rekli mogoče, ker je malo več različnih ljudi, ker je malo bolj intenzivna ta komunikacija ne enako mislečih, in v tem smislu so izjemno pomembni. Če povlečemo črto, se pravi, glasbenikov, umetnikov ni treba vedno jemati kot boemov ali pa tistih, ko že rečejo, radoživih ljudi, ampak kot nekdo v tvoji knjigi spet reče, da so glasbeniki najbolj delovni ljudje. In s tem bi v bistvu nekako povlekel črto, zvok mesta si boste pa lahko tako sami ustvarili. Hvala Ičotu, hvala Mihi in hvala tudi vam. Drugače pa Ičo svojo knjigo Nova muzika v New Yorku, tukaj vam na razpolago 20 € iz Tošla in boste dobili jo.